Hvala za udeležbo. Posebej hvala današnji gosti, gospe Metki Novak, ki je strokovnjakinja na področju marketinga, komunikacije in pa upravljanja blagovnih znamk. Smo zelo veseli, da ste danes z nami. Jaz mislim, da bo predavanje uspešno, tako da bi kar predal besedo vam. Hvala. Kaj ste zdaj bilo uspešnosti? Koliko bomo dolg, koliko bomo kratki? Koliko si bomo zapomnili? Da bomo vedeli na koncu. Vidim, na prvo vrsto vsi se bojijo, da bo kar profesorca pljuva. Da ni, a ste ponavadi zmeraj bolj v zadnjih vrstah? Ja? To je del identitete. Aha, ok. Tako da senior je prva vrsta. Hvala najprej za vabilo, vsem Mihi, seveda potem tudi vam za vso organizacijo. Današnja tema je seveda dizajn pa branding. V dizajnu ste verjetno doma. Kaj veste pa kaj o brandingu? Kaj to je? Znamčenje sem zadnjič rekla, ne? Znamčenje pravimo mi, ali je tako? Pravijo oni na FDV. A ja, pravijo. Nisem čisto svojila, ampak ja. Ne, ampak mi je bilo zanimivo, ker ne znam niti ponoviti, kjer je bil izraz v bistvu, ker ste ga vi pa imeli. Jaz znamčenje, pa sem dobila nekaj nazaj, ker tudi ponoviti ne znam. Kaj je bilo? Ne spomnim se, ker je bilo za mene tudi znamčenje, je bilo novih izraz za mene. Ne, znamčenje je menda zdaj politically correct. Da je v bistvu correct. Jaz moram priznati, da se meni še zmerom bere tako zelo čudno. Čudno. Sem včeraj prebrala en prevod svojega naziva v članku, ko bo šel v MM-u. Starejša svetovalka za znamčenje. Kot senior, ne senior consultant. Sem rekla, ok, bom jaz to kar spustila, to, kar je naš slogan, mi smo v bistvu svetovalci za strategije blagovnih znamk, ker brand trust je čisto vse in kakšen je naziv, zato ker nimamo v bistvu v slovenščini čisto nobene veze s tem, kar de facto si ali pa počneš. Skratka, kakšna je vloga dizajna v angleščini, mi smo mednarodno podjetje in zelo redko govorimo seveda v slovenščini, ampak vse naše prezentacije so 99% kar mednarodne. Skratka, kakšna je vloga dizajna v brandingu, v znamčenju? To je naša današnja tema, ampak da nas jaz čisto na kratko predstavim, kdo sploh Brand Trust smo. Prihajamo iz nemškega Nürnberga, tam je naša centrala. Tudi podjetje Brand Trust je nastalo iz bom rekla, kot del oglaševalske agencije, ampak je že 11. leto samostojno podjetje, zato ker je naš lastnik takrat ugotovil, da v bistvu marketing ali pa oglaševanje, advertising, kreativa in to, kar blagovne znamke postajajo, so glede na to, da se svet okrog nas tudi spreminja, težko funkcionirajo skupaj. Težko delaš strategije blagovnih znamk, če vse skupaj gledaš skozi kreativne oči. Se pravi, če imaš že kot oglaševalec, imaš že eno sliko skoraj, kaj bi naj bilo na koncu. In zdaj strategija blagovne znamke, blagovna znamka kot taka, s tem nima čisto nobene veze. Tako da naše poslanstvo je, da v bistvu pomagamo vodjam podjetij, posameznih oddelkov, ustvarjati dobre blagovne znamke. In z vsem tem, kar je tukaj gor napisano, se mi ne ukvarjamo. Se pravi, nimamo nič s tem, kar vi počnete. Mi pridemo samo do tam. Se pravi, pod gladino vode. Nič dizajna, nobenega oglaševanja, ne delamo sami nobenih raziskav, nismo agencija in ne vrednotimo blagovnih znamk. V tem so boljši, bistveno boljši kakšni drugi, ki so že dlje časa na trgu, recimo Interbrand. Kadar rabimo ocene vrednosti blagovnih znamk, si pomagamo z mednarodno priznano Interbrandovo lestvico. Skratka, tako nekako na hitro je tisto, s čimer se mi ukvarjamo. Samo z znamkami. Zdaj me pa zanima, kaj si vi predstavljate kot znamko. Kaj blagovna znamka je? Kot brand. Jaz sem enkrat bral, da blagovna znamka ni to, kar firma misli, da je, ampak to, kar ljudje mislijo. V vsakem primeru. Sprav, da je to nekaj, kar ima oni v glavi v firmi. Če si zdaj takole probate vsak od vas malo zamisliti, kakšna blagovna znamka, ki se jo spomnite iz svojega vprašanja. Cartoon Network. No, kjera bi bila recimo vaša? Ja, Cartoon Network, to je tako otroška program, kanal. In če se spomnite? Spomnim se njihovega logota, spomnim se njihovih risank, mogoče se slovno kjeram kanalu so bili. Ok. Še kaj? Komu je to? Še kdo kakšno znamko? Kaj se jo spomni iz otroštva? Kjero? Lego. Ok, Lego, zakaj? Zato, ker je najbolj carska igrača.
Najbolj carska igrača v kakšnem smislu? V smislu tega, da od otroka iz otroka, oziroma, ne, Lego ni igrača, igrača se naredi z Lego, nekako. Ja. Prav. Ja. To je dobro. Se še kdo drug spomni, kakšne znamke? Deleč nazaj, no. 10 let, 15 let nazaj se spomnite. Pokemoni. Pokemoni? Ja. Zakaj? Je pač tak čarobni svet, ne. Ja? Pol v bistvu začneš pač projecirati, wow, se to noro v bistvu na ta logotip. Na logotipu Vidiš Pokemona. Pokemon, vidiš Pokemon logotip in si že, wow, hudo. Ampak, ko vidiš Pokemon logotip, se spomniš česa? Vseh teh junakov, pa vseh takih zgodb, pa. Ja. Zelo malo se spomnimo v bistvu zdaj, če v teh parih znamk, 3, ko smo jih dali, samega dizajna, sam kako izgleda, tako. Če rečemo, da ne vem, delamo rebranding, pa naredimo novo celostno grafično podobo, recimo, ne? Kaj se nam velikokrat dogaja? Mi delamo prenovo blagovne znamke. Pa je to pomeni v bistvu, da dobi, ne vem, nov logo, pa mogoče novo barvo ali pa kaj spremenjeno, ne? Ampak če vas vprašamo, pa če vi kogarkoli vprašate, kaj se spomne pri nekomu, se zelo malokrat spomnimo prav tega, kakšne so neke stvari, kakšni so dizajni. Skratka, če se vrnemo sam na nas je kar nekaj, delamo v 11 industrijah, tako približno so grupirane in kadar kaj na trgu ne najdemo, takrat napišemo knjigo tudi sami. Nekatere 2 sta tudi v nemščini, v angleščini. In to so naši trgi, skratka centrala v Nürnbergu, potem smo pa prisotni še v 3 ostalih državah, vendar več ali manj z mednarodnimi projekti. Zdaj se pa vrnemo nazaj na to, kaj blagovna znamka po mnenju velikih vodij v svetu je. Could this bottle actually be harmful? Forced labor, dangerous environments. People trust companies less and less. They do not believe companies. They do not believe CEOs. They do not believe advertisements. Corporations made a mess, and they covered it up with these slick advertising campaigns. People started seeing the reality behind these images, and they were pissed off. Companies are becoming more and more transparent whether they like it or not. There are 2.5 billion searches conducted on Google every day. There is more video uploaded to YouTube in a month than the major TV networks broadcast in the last 60 years. Traditional advertising, I think, is finished. You would think that companies knowing their products are being reviewed and talked about would encourage them to make better products. There's still a lot of crap out there, trust me. Being a great company is the new brand. The definition of advertising has to evolve. Companies have to shift away from just saying they're great to actually being great. Image is reality. What you see is what you get. Rather than spend a lot of money on paid advertising, instead let's take most of that money and invest it into customer experience. Let's create a platform so that our consumers can bring to life what they want and their passion. People would hug me. I've never been hugged for any work that I've ever done. I barely get hugged at home. We all know that the planet is under pressure. One company is not going to change it. It needs to be many companies, and we can start a movement, get more companies on board. Yes, we can have a very meaningful impact on the planet. The best merchants are the ones who dictate the future, not the ones who are trying to predict the future. To the skeptics, continue to be skeptics, because I'm going to go change business. You guys do what you want to do, but I see the future. Zelo na kratko iz celega filma The Naked Brand, če se komu da pogledati na Bloombergu, The Naked Brand, 45 minut traja sicer cel film. Ampak kaj nam pove, kaj je brand, kaj je blagovna znamka, pa znamka kot taka. Pri nas rečemo vsem v bistvu blagovna znamka, ne? V tujini imamo zelo dva izraza, imamo trademark, pa imamo brand, pa potem točno vemo, o čem govorimo, pri nas pa ne. Pri nas rečemo, da zaščitimo blagovno znamko, pa je to čisto druga stvar, kot je v bistvu blagovna znamka to, kar kot podjetje ustvarjaš. To sta 2 različni zadevi, ne? Znak, recimo, kot blagovno znamko zaščitimo. Čeprav, kaj smo zdaj ugotovili, da je znamka? V bistvu se podjetje kaže na zunanji javnosti. Vse, ne? In to se zdaj vrača na tisto, kar ste vi rekel, a ne?
tako kako si percipiran, to v resnici ti kot blagovna znamka si, ker ne moreš biti nič drugega. To je tako kot mi, kot ljudje, ne? Podjetja so v bistvu enako kot ljudje, ti težko rečeš, da si nekaj drugega, ne vem, verjetno ste težko neki računovodje. Ne? Lahko rečete, da boste, zato ker se zdaj jutri rab naše računovodje, ker to zdaj najbolj popularen poklic, ampak koliko časa si lahko zares dober računovodje, če v bistvu tega nimaš zapisati, saj nekih lastnosti v DNA-ju, nekih vrednot, ne vem, metodoloških, zic leder, branje majhnih številk, ne vem kaj. Polka enih stvari, ki jih verjetno nekdo drug, ki se odloči za kakšen poklic tak, kot vi, tega nima. In v podjetju je zelo isto, ne? Podjetje nosi sabo svoje vrednote, ki si jih praviloma ne smemo zmisliti, moramo ugotoviti, kaj zares so, pa če si jih zmislimo, pa napišemo na splet, da mi smo proaktivni, inovativni, vse to, kar je moderno, potem pa je čisto vse, katero podjetje od zgoraj piše, čisto vse piše Leclerc ali piše kaj pa vem, Kovinotehna ali pa karkoli, ne, čim ugotovite, da lahko karkoli gor napišete, potem to niso prave vrednote tega podjetja, potem je to nekaj, kar rečemo wishful thinking, nima pa z realnostjo čisto nobene veze. Ne. Tako da, what you see is what you get. Kar smo, to je to. In to je na koncu blagovna znamka. Kako nekdo pri vas v podjetju ali pa tam, kjer boste, dvigne telefon na začetku. To je že prvi kontakt lahko. Ali pa kako, ko priješ nekam v trgovino, ali pa je tam samo, ne vem, eno stojalo v bistvu tega podjetja z njihovimi izdelki, ki predstavljajo blagovno znamko. Tako da kdaj v bistvu se začnemo pogovarjati sploh o znamčenju. Dve komponenti imamo. Kadar je trg zelo malo zasičen, pa kadar je trg, dimenzijo, ko je trg zelo zasičen z izdelki, in pa seveda konkurenca. Če moč konkurence je zelo majhna, pa če je moč konkurence zelo velika. In vse se je začelo seveda tle, s prodajo, desetletja nazaj, kjerkoli na svetu. Pri nas mogoče malo kasneje, kje drugje v svetu malo prej. Ne vem, eni se še mogoče spomnite, čeprav ne vem, če so vaši starši mogli tudi kdaj zares spati za kakšne avtomobile, da si dobili tam v Sloveniji avto sredi Dobrane po 3-4 noči za tistih 5 razpisanih škod, pa ne vem koliko zastav. To je prodaja, ne? Se peljati v Kikindo, zato ker takrat so zdaj glih naredili dovolj nekih strešnikov, da bojo lahko hiše pokrite. To je prodaja. Nekaj narediš, ne rabiš niti povedati, itak je gužva, tisto, kar si naredil, daš ven in ni več. Se pravi, manj izdelkov, nobene moči v konkurenci. Potem je še zmeraj v bistvu, bomo rekli, niti ni toliko zelo preplavljen še trg z vsemi temi izdelki, ampak konkurenca pa dobiva že moč. Ne, imamo že Ariel pa Persil. Je že treba povedati, jaz sem to, jaz sem pa to, ne? Začnemo že oglaševati. Potem v bistvu začne biti trg preplavljen, pridejo še Rexi, pa še ne vem kaj, pa tako, ne? Že ni dosti več, da samo vpijamo v glasih to je to, ampak v bistvu že delamo neke integralne stvari, se ukvarjamo z marketingom na širši ravni in potem pridemo v resnici tam, ko je konkurenca zelo močna in vsi smo si enaki in o tem, kar govorimo, itak nam noben več ne verjame, ne? Google je močno postavil vse skup, ali pa ne samo Google, cel splet, vse stvari na glavo, zaradi tega, ker nobene stvari skoraj ne pogledamo, ne kupimo, nikamor ne gremo na počitnice, če vsaj ne odgooglamo te besede in ne vidimo, kaj si ljudje o tem mislijo. Ne? Skratka, kar si drugi o tem mislijo, to mi v resnici potem smo, potem se gre pa nazaj. Potem se pa začnemo ukvarjati s tem, kaj mi v resnici smo in kaj lahko obljubimo, zato da bomo to obljubo potem tudi na celi črti držali. Če si to predstavljamo še v slikah, kaj to pomeni? Tako je bilo včasih, pa potem že malo več, pa potem pridemo v današnji čas. Kdo pa je na drugi strani? S kom imamo opravka? Kaj pa je the name of the game Simpsona? Kiss. Keep it short and simple. In taki smo. Skozi bolj. Če hočemo, da nekaj pride not v možgane, mora iti nekaj ven, ne? Disk is full, več ali manj. In zdaj, da pride tisti nekaj not, imamo zelo malo možnosti. Kot oglaševalci ali pa kot izdelovalci ali pa kot kdorkoli v bistvu od nas. Mora biti najprej sploh vse to relevantnosti, da se lahko karkoli za nas zgodi, da sploh opazimo. Zato je v bistvu zelo pomembno, na kakšen način se pojavljamo.
In zdaj, ko govorimo o blagovnih znamkah, imamo dve dimenziji. Kot smo že prej ugotovili. En del, ki ga vidimo, ampak ta sam zase nima čist nobene veze. Če nima temeljev. Zaradi tega, ker tukaj se lahko pol pogovarjamo, kaj je komu všeč, pa kaj komu ni všeč, pa zakaj je zdaj to tako. Titanik se ni zaradi tega potopil, tako. Topi se je zaradi tega. Kar je tle od spodaj. In tudi to, kar je tle od spodaj, se ne začne s tem. Imamo trgovino, kako jo bomo opremali. Je čisto vseeno. Mislim na tak način. Začne se tle. Vedno moramo vedeti in ugotoviti najprej, v čem smo najboljši. V čem smo najboljši na svetu. Kdo je bil prvi na Luni? Kdo je bil drugi? Kdo je svetovni prvak v fuzbalu? Kdo je drugi? Kdo je tretji? Ne? Kdo je Speedy Gonzales? A ga poznate? A ve kdo je Speedy Gonzales? No, kdo? Starejše generacije, druga vrsta. Risanka, ne? Lik iz risanke. Ampak lik iz risanke, sam kaj on je? Mišek, ni? On je najhitrejši miš v Mehiki. Ni na svetu, on je najhitrejši miš v Mehiki. On ni niti najhitrejši miš na svetu, niti ni najhitrejša žival v Mehiki. On ima zelo definiran svojo pozicijo številka 1. On je samo najhitrejši miš v Mehiki. Ali pa modri dirkač. Pa je modri dirkač, od tega poznam. Tako, res sem znašel za dosti. Jaz sem najbolj admiran na svetu. Najhitrejša, on pa je najhitrejša kača na svetu, a ne? Ampak skratka, mi moramo vedno vedeti, o čem smo številka 1 in to lahko rečemo samo takrat, ko vemo, o čem smo res dobri. Ko se nekaj lotite delati, karkoli boste počeli, zakaj to počnete? Zakaj ste v tem res dobri? In potem gremo lahko naprej in gor in potem se lahko tlele v bistvu začnemo pogovarjati nekje. Tudi kakšna je vloga dizajna pri vseh teh stvarih, ki so tle od spodaj. In nič prej. Vse prej se pogovarjamo o dizajnu brez vsakršne osnove. In se lahko pogovarjamo o njem, kaj je komu všeč. Ali pa kaj je moderno, recimo, ali pa sodobno, ali pa nesodobno, ali pa še kaj tacga bi našel, kaj je klasičen dizajn, kaj je, ne vem, čist, kaj je baročen, ampak to je vse. V zvezi z blagovno znamko pa to nima nobene veze. Še eno pogled, ki pa ni za javnost.
Je približno jasna, ne, razlika med enim in drugim, med zgornjim in spodnjim delom. Seveda rabiš oba, ampak ni enega brez drugega. Ne? Tudi če noben ne ve, v čem si dober, ti tudi v resnici nič kaj dosti ne pomaga. Kaj so torej blagovne znamke v naših mislih? Ko kupimo blagovno znamko, kaj kupimo? Kaj si kupimo s tem? Neko zaupanje v podjetje. Ampak tudi zase, ne, kupaš zaupanje. In neko zagotovljeno izkušnjo. Pa čas tudi, ne? Ker nekako ti ni treba raziskovati, kaj je odzadaj, ampak zato, ker zaupaš, to prihraniš. V resnici so blagovne znamke zaupanje in za zaupanje smo pripravljeni marsikdaj plačati. Se pravi, kako imamo blagovno znamko v resnici skupno spomine, ne tako? Ali svojo ali pod nekoga drugega. Ampak zmerom spomine. Ker če ni nič, ni. Se ne navezujemo na nič. Ker vsaka izkušnja, ki jo imamo, nam ustvari v bistvu neke vrste spomin. Kinder vsi poznamo, a ne? In to, kar vi pravite, a ne, si predstavljate tole kjerokoli trgovino, tisto, v katero hodite zdaj, po svoje jogurte in to, da se vam zgodi, pridete v trgovino in ni niti ene blagovne znamke zapisane. Nič. Imena. Ampak vsi podatki pa so. Vse embalaže so bele ali pa zelene ali pa kakršne koli, vse gor piše, koliko je maščobe, koliko je te, vse in vse cene so zraven. Kako izgleda zdaj tale shopping? Koliko časa rabite za svoj jogurt? Blagovne znamke so v bistvu svetilniki nam, ne? Nam pomagajo, v bistvu tudi včasih, če jo ne kupimo, točno vemo, zakaj jo ne. Mogoče jo bomo kdaj drugič, ampak primerjamo potem druge stvari v bistvu z nečim. Ampak v poplavi vsega, ker je vsega preveč, nam to zelo pomaga, nam prehrani, zaupamo, verjamemo, da smo kupili nekaj iz kjerkoli razloga, ampak z nekega spomina, ki smo ga nekje dobili. Skratka, vsak moment, v bistvu, kad blagovna znamka delamo, ne sam, kakšen je logo, kakšna je embalaža, bog ne daj sam, kakšen je naš oglas, ampak vse stvari, ki jih počnemo, kdo je naš prodajni predstavnik na terenu in tako naprej, vse to gradi naša blagovna znamka. Starbucks poznate verjetno, ne? A enostaven tam pred do enega kapučina. Najprej 15 vprašanj, kakšen, iz kje, koliko velik lonc, kjer mlek, tret, skratka, sam kapučino prideti pa reči en mali kapučino, to se v Starbucksu ne obnese. Možnosti toliko, da 16 let, če nobenega novega ne dajo, vsak dan novega probate, novo kavo. Toliko približno je zdaj možnosti v Starbucksu. Ali pa če se postavimo v business-to-business segment, tlele ne bi bila Slovenija recimo zelo močna. Business-to-business, tega je, koliko smo rekli, 7-krat več kot business-to-customer v svetu. Sam za en avto, koliko je dobaviteljev. Kako se oni odločajo? Kupci. Včasih si mislimo, da približno takole. Zdaj tlele vas tudi sprašujem, kjer avto od teh bi kupili, ampak lahko karikiramo to na neke Excel tabele, s katerimi ponavadi prodajniki pridajo, zato ker mislim pa v business-to-businessu nam pa blagovne znamke ni treba imeti. Mi smo naredili raziskavo, v Nemčiji jo delamo redno, pa smo jo naredili tudi v Sloveniji, koliko je pomemben del Excel tabel, se pravi to, kar fakti bruti vemo, in ne samo tisto, kar verjamemo v business-to-business segmentu pa poslovne odločitve. Kaj mislite, koliko? 1/3. 1/3 odločitve je vezan na Excel tabelo, recimo, ne? Se pravi tisto, kar je fakti bruti, zaradi tega, ker to je tako stopnica. Če tega nimaš, če vse ne štima, pol tako in tako nimaš v biznisu kaj početi. Vse ostale pa tudi v business-to-businessu temelji na polno drugih stvarih, predvsem na zaupanju, na zaupanje pa gradiš z nekimi stvarmi, z vsemi stvarmi, ki jih počneš v poslu. Se pravi, kjer avto bi imeli, vse podatke imate gor. Ja, seveda odvisno, vse kar se piše, odvisno, kjer pa hočete. Ne, odvisno, kaj ti paše, kaj rabiš. Če rabiš najhitrejši avto, se boš najhitrejši avto. Je prvati vidiš neko porabo,
No sej, jaz pa sprašujem, kjer ga boste zbrali? Čist desen. Čist desenga. Ja. Kdo bo zbral srednjega? Kjer avto boste zdaj kupili? No, ampak smo rekli prej, blagovne znamke so tudi, če se ne odločiš za njih, točno veš, kaj je. Če imaš pa samo to na jogurtih, nič ti ne pomaga. Kolikor hočemo biti racionalni, s tem smo lahko čisto racionalni, sploh ne vem, kje bi bila lahko kakršnakoli zagada. Ampak to ni dost. To, da smo racionalni, nam ni dost. Ne znamo funkcionirati na tak način, ne? Naši možgani dobijo, kaj rečete, koliko informacij, recimo od zjutraj, ko se zbudite, pa do takrat, ko greste spat, koliko približen blagovnih znamk proba prodreti v vaše možgane, v Simpsonove. Da okoli 5000 številke. Ja, med 3 in 5, odvisno. Če si na sejmu, si kar blizu 5, tam od 3 naprej. Koliko si jih pa zapomnimo? Ne tako, da bi sam naštel zdaj, pa ne misliti sam oglase, kar ste jih videli. Smo rekli, to niso sami oglasi tisti, kar blagovne znamke počnejo, da pridejo vaše možgane. Koliko si jih zapomnimo? Če bi zdaj šli seštevati? Vsakega dne posebej, ali kako? Ne, recimo, ne vem, včeraj, koliko teh znamk bi jih našteli od vseh. Tako da prav veste, kje je bila. 5, kakih 10, ja. Že zjutraj, recimo, se začne z zobno pasto, ko si zobe umivate, tudi tam zobne paste se tudi trudijo biti med sabo različne, pa da si jih zapomnite za naslednjič, ko boste šli v trgovino. Pa koliko hladilnik odprete, pa štedilnik pržgete, pa tako. Jih je kar nekaj, ne? 50-60 bi jih našteli, ne? Kakšne avte, ko so vam posebej padali v oči, ki po pločniku, ko hodite, pa je vse nekaj že porisan. Na WC, ko greš v lokalu, tudi tam nekaj kriči, da je treba nujno videti. Nekaj je velik, ne? Ampak, ko smo rekli, da imamo zelo obremenjene možgane, se nam dogaja približno v poslu to, da je treba skozi več in več v bistvu investirati, če hočeš samo s tem vrhnim delom priti v možgane, zato ker preprosto ne gre več drugače. A kdo od vas sploh ima uro? Ročno. Dajte si jih pokriti, tisti, ki imate številke. Kakšne imate šestke? Tako, črtico, številko, nič gledati. Zlato, srebrno, pikico, se svet po noč, se ne. Zdaj pogledajte, a ste zadeli, kaj imate. Jaz sem težko. Koliko je pa ura, zdaj, ko ste pogledali, koliko je ura? Tako približno funkcioniramo, ne? Samo tisto, kar nas zanima, samo tisto zaznamo. Zato je čist nerelevantno, koliko ljudi je nas videli, pa naše oglase, pa ne vem kaj. Pomembno je, da so nas videli tisti, ki smo za njih relevantni. Vse ostalo je stran vržen denar. Hočeš, nočeš. Tako je. Uspešni so tisti, ki imajo fene, ne? Yeah.
fena, ravno pa sam, če smo najprej sami svoji feni. Ne? A si predstavljate, kad pridete domov, ne vem, ali pa se vam zgodilo, kdaj, no, niste v službah, pa še pridejo kakšni sosedi, pa tam se usedeš pa rečeš, veš kaj, so spet danes pri nas v firmi naredili, koliko grozen, ne vem kaj. In to poveš vsem mogočim ljudem okrog sebe, ne? Koliko je možnosti, da bojo ti ljudje potem tvoje izdelke ali pa izdelke tega podjetja, recimo, v katerem delaš, z veseljem kupili, razen če jih nujno morajo. Ali pa če prideš in poveš, kaj vse smo mi danes naredili, kaj novega smo mi danes v podjetju spomnili, ne? In kako zdaj to zgleda, kakšna je to razlika. In če nismo najprej sami svoji feni, ker feni grejo zmerom tako, najprej si ti in potem, ko ne moreš biti več tih, kaj se ti je zgodilo, poveš to naslednjemu krogu in potem, ko ti ne more biti več tih, povejo naslednjemu. Tako, kot je tlele bilo zapisano, ne? Fenov ne moreš kupiti. To ne gre preprosto. Ne? Feni od Harley Davidsona so v klubu, ampak članstvo ni zastonj, ne? Pošteno ga plačaš, pa še potem vsak dogodek zraven, ki pa še sem tle zraven plačaš. Mi pa delamo včasih klube, zato da bo pol vse malo zastonj. Probamo kupiti v bistvu neko zvestobo pa neki, ne? Kar v resnici s fenostvom nima nič skupenega, ne? Treba je iti čist z druge strani. In zato sta pri blagovni znamki za uspeh podjetja zmerom pomembni dve komponenti. O čem se največkrat pogovarjamo tako v splošnem pri znamki? Kaj je najbolj pomembno? Kvaliteta. Ali pa, ko berete v časopisih, Polzele ne smemo ukiniti zaradi tega, ker je to veliko vredna blagovna znamka, ki jo vsi poznajo. Vrednost. Poznavanje, ne? Včasih je veljati, da bojo vsi poznajo si na konju. Etko. Ker te vsi poznajo, ni noben, ne, oglašujte, bodite posod, čim več trgovin, čim več vsega. To je to. Kaj pa je druga komponenta od poznante? Želim te. Ne? In ta je včasih bistveno bolj pomembna, kot poznam te. Ne? To, da te vsi poznajo, pa te noben ne želi, v resnici nič ne pomaga. Skratka, ta prepoznavnost blagovne znamke je zelo malo vredna, smo že prej rekla, ne? Če pogledaš na uro, pa ne veš, koliko je, ne? Ali pa pogledaš v glas, pa ti tak ne zadane, zato ker je nerelevanten, ni toliko pomembno. Seveda, če te čisto noben ne pozna, tudi nič ne pomaga. Ampak pomembno je, da te poznajo tistih par ljudi, ki je pripravljenih v bistvu te tudi zares kupiti. S tem, da želim te, ne? Atraktivnost blagovne znamke, ni stvar všeč mi je, pa ni mi všeč. Ampak se jo čisto lepo, eksaktno meri. Velike multinacionalke itak merijo, če manj vse to. In ima 4 faktore. Eno je, koliko smo zvesti, to se vse meri. Koliko smo zvesti kupci, se pravi, se vračamo. Koliko priporočil imamo, ne? Škoda je pred 2 letoma prodala 56% vseh avtomobilov samo na podlagi priporočil. Si lahko mislite, kakšno varčevanje v komunikaciji je to, ne? Poleg tega, da če nam nekdo nekaj priporoči, temu bolj zaupamo, kot če nekdo iz firme to v oglasu zapiše verjetno, ne? Se pravi, to, da mi nekaj priporočimo, pravzaprav zastavimo svoje ime. To je ultimativna v bistvu stvar, ki jo lahko blagovna znamka. Priporočila Metka misli, da je kupec priporočil svojemu frendu, zato da je izpred. Tako je, to je priporočilo. Blagovna znamka je atraktivna takrat, ko dosega visoko ceno. Se pravi, da mi rečemo, naša blagovna znamka je atraktivna zato, ker je poceni. To ne funkcionira. Ker mi kot kupci smo pripravljeni poceni kupiti sam tisti, kar res naravno nočemo. Tisti, kar si pa res želimo, ne? Za tisti pa že otroci manj šparajo, ne? Danes ne bom sladoleda za 5 kun, bom raje danes brez, da dobim jutro za 10. Ne? Za tisti, kar si zares želimo, smo pripravljeni plačati več. Se pravi, merilo atraktivnosti blagovne znamke je visoka cena in ne nizka. Se pravi, priporočila pa cross-sell, če imate več izdelkov, seveda, če ti verjamejo pri enemu, ti bojo mogoče kupiti tudi drugega, ne? Če verjameš, da ima Adidas dobre superge, boš mogoče kupiti tudi Adidas trenerko. Mogoče celo uro, čeprav nima zelo veliko
skupnega, glih s tisto osnovno obljubo, ampak vseeno, a ne. Medtem, kad prepoznavnost, tukaj ni kakšne velike matematike. Koliko ljudi te pozna, s pomočjo, brez pomoči na preklic in tako. Tle nimamo kaj zelo dosti za filozofirati. In praviloma so vse blagovne znamke na začetku poti tukaj. Skoraj nihče te ne pozna, skoraj nihče si te ne želi. Ker te malo ljudi pozna, ampak si te ti zelo želijo. Se pravi, te drago plačujejo, te priporočajo svojim frendom, kupijo še kaj drugega od tebe, se vračajo, ti blagovnim znamkam pravimo in brand. Te so in. To so vse nišne znamke. Breitlingu, kot pri urah, je čisto vse enega vsi poznajo, ali ne. Pomembno je, da ga poznajo tisti, da so njegovi fani. Tistih par ljudi, ki je zato pripravljen plačati par tisočakov. Tesla, avto recimo, nikoli ne bo to blagovna znamka, ki bi jo vsi hoteli imeti, pa ki bi jo vsi poznali. In je to čisto nerelevantno. To so vse nišni izdelki so tlele noter. Ko te vsi poznajo in se te vsi želijo, tle je bil Apple včasih, pa se je recimo počasih že tle malo čez premaknilo, ne? Ampak to so te stvari. Ko te pa vsi poznajo, pa te noben noče. Kjera Coca-Cola? Ja, ni, ne. Dejstvo je, da ni. Sem glih včeraj z nove podatke dol snemala, spet je zrasla za 3%. Skratka, mura, ne. Vsi jo poznamo, nič ji ni pomagali. Polzela, pohve koga lahko še neštejem, mislim, kolikor čmojih v resnici lahko neštejemo. Tle lahko rečemo, recimo, v Avstriji je ta segment, Opel segment rečejo temu, ne? Ampak je to slabo sam za firmo v resnici. Opel ni tako, da bi ga lahko primerjali danes, kot je recimo, ne vem, Mura. Pa bi mogoče tudi lahko krivico naredili, ali pa tudi ne, ampak trenutno so zelo na boljšem kupci, ne? Ker ne priznavamo ji visoke cene. Ne? Ti dobiš v bistvu zares zelo velik, za relativno majhen denar. Ne? Če bi bili zaželen brand, bi lahko v bistvu to vse skupaj unovčali boljše. Medtem, ko vzamemo na drugi strani Škodo, ne? Ki je lepo, mirno, počasi, konsistentno 20 let gradila blagovno znamko iz nič do tam, ki je, pa danes pogledaš, koliko stane tam in kaj umijeti. Mislim, smo gledali pa eni firmi za slivane avtomobile, pa preš do tega, da to stane 30 000 evrov, ugotoviš, da so zelo lepo počasi in potiho zgradili zaželenost svoje blagovne znamke. In nima to s prepoznavnostjo nič kaj zelo veliko skupnega. Skratka, na začetku profit se vedno odvija tle gor. Je čisto vse si nišni ali pa vsem namenjen blagovno znamko. Je nepomembno. Pomembno je, da dosegaš tiste prave ljudi. In ko si tle dol, tvoja pot ni sem. In to, kar smo že čisto na začetku, če se spomnite v filmu, rekli, prepoznavnost lahko kupaš. To ni noben problem. Zmečeš kup denarja v prepoznavnost. Samo to ti še zmerom ne dajo v bistvu zaželenosti, ker jo moraš trdno delati na tem, da se nikoli kupcem ne izneveraš in tvoja pot zaradi tega ne bi bila sem, se pravi, ne odpreš vreče denarja in greš sem, ampak delaš konsistentno, skozi vedno to, kar obljubljaš in čist nič drugega in se predstavljaš počasi proti gor. In šele, ko si tle gor, potem pa začneš govoriti, ko si prepričan, da to, kar delaš, da je to dobro in da je to zaželeno, dobro sprejeto, potem pa šele začneš komunicirati, kaj ti sploh si. Ne, da zdaj bomo najprej povedali, kaj vse mi v našem turizmu imamo, pa bomo pa to še mogoče naredili. Če nam bo slučajno ostal še kakšen evro, zato da bomo, ne vem, še hotelske sobe temu prilagodili, pa tako samo temu, kar smo recimo obljubili. Ta pozicija je zelo zahtevna, ker si enkrat tukaj, ni konc igre. Zato, ker noben konkurent ne spi. Tle je treba skozi delati in tako, kot je krog narisan, prepoznanost se nekaj ne pomeni sam skozi oglaševati, to pomeni tudi, ne vem, imaš več zastopnikov na terenu, imaš več trgovin, skratka tvoja pojavnost, ne vem, dealerjev, distributerjev in tako naprej. In takrat, ker nimaš nič novega za povedati, ker se nič zares ne dogaja,
se čisto zares včasih treba umakniti. Je treba neprofitabilne enote ukiniti, se spet na novo sešteti in priti z nečim novim ven. In tlele poznamo v pop segmentu kakšen zelo dober primer. Poznate kakšnega, ki je že desetletje na sceni. In se prav točno takole, by the book, pomakne, pa pride nazaj, pa umakne, pa pride nazaj. Njena babica. Madonna. Madonna je tipičen tak primer, ne? Ki je na sceni že koliko 30 let, če ne že več, verjetno v sredino 80. Ja. In zdaj je spet nekaj časa ni bilo in ko pride, vedno pride na enak način, vedno je to nek škandal, vedno je to nek boom, skratka, Madonna like, nikoli ne gre svoje kože, ampak ni, dobesedno ni. In ko si enkrat outbrand pot, seveda zelo težko je kar takole gor, zato ker to pomeni, da moraš imeti skozi polno vrečo denarja, da ti vzdržuješ v bistvu to svojo prepoznavnost, bolj se je spet umakniti nazaj, začeti trdo delati, ugotoviti, kdo si, kaj si, zakaj si, v čem si najboljši in potem se vračate. Skratka, eno od pomembnih vodil je zagotovo to. Ponudi manj, pa boljš kot kdorkoli drug na svetu. Ne? Ker če nisi prvi, si kaj? Če si drugi, si? First loser. Alles trocken. Ni treba dosti filozofirati, ne? Pa je ogromna multinacionalka. Ampak stvar, ki jo ponujajo, je samo ena. In to je v bistvu business to business brand. Ingredient brand. A poznamo še kakšnega? Kaj se pogovarjamo pri nas, ko smo močnejši v business to customer, da tam blagovne znamke sploh niso pomembne. Recimo v tekstilu je Lycra taka, etko. Krapovič, Shimano. Polhanih najdemo lahko, ne? In preden je Gore naredil svojo business to customer znamko, Gore Runwear, Gore Bikewear, je pretekal kar nekaj vode. In vse, kar je obljuba, je dry. Vse suho. In potem cela njihova filozofija temelji na tem, ne kaj imamo mi še, pa kaj še vse znamo, pa še take materijale. Ja, ampak ena stvar, ki je skupna vsem, je pa samo ena. Ali pa švicarski nož, recimo. Tudi ni treba, ki je zelo dosti filozofirati. Zelo malo. Ali pa recimo tole. A ga poznate, Claytona? Ali šel že prej strga, preden smo iz tega uspeli spoznati. Pa noben ne more reči, da recimo Volkswagen ne zna delati avtomobilov, etko. Ali pa da niso kredibilni zato, da bi znali pa mogoče luksuzan avto narediti. Ampak blagovne znamke imajo svoje meje, etko. Do nekje jim verjamemo, od nekje pa preprosto več ne. In ne sodi k njim. In tukaj se je izkazalo, da recimo od Volkswagena, od ljudskega avtomobila pač ne pričakujemo luksuznega avtomobila. Kljub vsej v bistvu kredibilnosti, ki jo oni imajo za to, da lahko takšne avtomobile naredijo. In je pač flop. In seveda ni nič narobe narediti, da sem pa tja kakšen flop, ker včasih kakšen tudi uspe, saj ne moš vedeti vedno, kje so meje tvoje znamke, a ne? Ampak tudi v biznisu je zmerom tako kot privat. Igraš se s tistimi 5–10%, ki jih za preživetje ne rabiš. Če je pa to diverzifikacija zato, ker ti že v osnovni dejavnosti ne gre dobro, je pa potem to zelo slabo. Ker če ti že v svoji osnovi, tisti, kar ne bi bil dober, nisi številka 1, in si odpreš novo polje, kot zmanjševanje tveganja diverzifikacijo, si odpreš polje vsaj še 100, 200, 300 novih konkurentov, ki so že tam. Ker ni nobenega razloga, zakaj bi tebi zdaj verjeli, če ti že osnovni stvari niso, zakaj bi ti zdaj v tej. In zgubljaš še dodatno. Drugo vodilo je sigurno ne zavajati. Oziroma rajš presešiti svojo obljubo.
Recimo, tole je dvostranski oglas, ne vem, če poznate Novotel, veriga poslovnih hotelov po svetu, pač Sesena. Bi ta veriga bi bila pa kakšna druga Sesena, so pa Holiday Inn, pa nekaj sigurno. Pač pričakujemo neke stvari od njih posod po svetu in to je dvostranski oglas v nemških časopisih, kar stane kar nekaj tisočakov. Kaj si predstavljamo, ko vidimo takle oglase, v kakšen hotel bomo prišli? High-end? Pač kjerkoli boš na svetu, če bo pač hotel tega brenda, bo vedno isti. Ampak kaj nam tale konkreten oglas zdaj obljublja? Kaj si mi zamislimo, ko tole vidimo? Podobe. Ok. Lep razgled. Ja. Sodoben, nesodoben, klasičen, kakšen je pa hotel? Kako? Center Londona, čeprav znam. Lokacija, Posta je zeliga, je no, ampak mi recimo v Nürnbergu imamo iz te iste verige, v tej isti državi, v kateri ste to promovirali. A ne? Skratka, razlika med tem in tem je očitna. Naj tako. Ta je veliko bolj domač. Če bi tale oglas skomuniciral to domačnost, mu ne bi tega nikoli zameril. Če pa ti govoriš nekaj, delaš pa nekaj drugega, dajemo samo produkt, potem pač nagovarjamo neko potrebo. Koliko potreb imamo pa še nezadovoljenih, je pa zelo veliko vprašanje. Ne? Če pa prodajamo blagovno znamko, potem prodajamo pa v bistvu neko vrednost in potem se lahko pogovarjamo o marži. Od marže pa živimo. Od marže lahko pa potem vlagamo naprej. Od same prodaje bolj nič. Ni lahko, da ne. Kjer kozarc vode bi danes? Kjer ga bi pa zdaj? Ta glih ni dober, no, za desno. Zakaj ne? Če ga kontra prebereš. A kdo ve, kaj obljublja Evian? Oziroma na kaj se naslavlja? Predstavljam, če sporoviš. Evian, forever young. Skratka, razlika v ceni, ko ti dve vodi dosegata, je zelo velika, pa smo čisto v osnovnem izdelku voda. Ne? Ko potrebo po želji mi zagotovo lahko zadovoljimo za ta denar, je tako. A sem lahko polemična? Prosim? A sem lahko polemična? Seveda. No, ampak tukaj recimo je, zdaj se mi zdi dober primer tega, blagovna znamka ne bi bila obljuba vrednosti. Ja. Evian pač nekaj simbolizira in morda v lokalnem okolju, na Mineral Wasser, ki je iz lokalnega okolja, izpod, ne vem, Kamniških planin, Karavanškega tunela, karkoli že, dejansko človeku obljublja veliko več vrednosti kot pa Evian. In je potem po tej logiki, percepcija te cene, torej bi cena lahko bila celo višja na oni strani. Ampak je očitno ne morejo dosegati. Če bi jo lahko, bi jo zagotovil. Vprašanje mogoče ne znajo, ali pa, mislim, ne morejo, skratka, ampak tukaj se skriva veliko več. In ravno se skriva vrednike. A jo ne znajo, ali jo ne morejo. S tem se mi ukvarjamo v slovenskih podjetjih, pa se so nemško niso nič boljše, da se razumemo, ali pa avstrijska. Vsak dan. Naši izdelki so ful boljši, sami ne moramo za njih iztržati cene. No, saj potem se pa pridemo do tega, kaj je pa value for money za kupca. No, kaj pa je value for money za kupca? Zame je value for money za večino slovenskih vod bistveno večja, kot pa za mnoge vode iz uvoza, recimo Evian, če zdaj tukaj na svojem primeru to povem, kar seveda ne moramo splošiti. Ampak ta value for money zame izvira iz dveh virov, iz nižje cene in tudi iz vrednosti, ki je sama po sebi, jo jaz smatram za višjo, kot pa tiste prestižne znamke. Zaradi tega je seveda čisto korektno. Čisto vsak od nas ima zaradi tega pri vseh izdelkih, ki jih imamo, svobodno voljo. Ker enim nam nekaj pomeni, enim nam pa ne. In zato se močne blagovne znamke s tem sploh ne ukvarjajo. Zdaj, ker dobre brendi polarizirajo. Recimo, in jim je vseeno. Verjetno s to vodo ni nič narobe, in pa ko si nekje v tujini, pa ne moreš reči, da glih vsaki vodi zaupaš.
lokalni, zdaj govorim. No. Skoraj sigurno. No, se pravi, imaš vse neko vrednost, ker na vse zadnje vsak lokalc se bori proti nekomu, ki pride na njegov trg. Ampak tudi tako bom rekel, Evian ni voda iz današnjega dne, ni ena nova, ki je prišla na trg. Ko je Evian postavil svojo pozicijo in jo je že desetletja nazaj. No, ampak če bi se jo dali sesud, bi jo verjetno takoj lokalci sesud. Vse, koliko vodka stanejo toliko, kot ali pa še več? Obstaja nek tasmanski izvir, ki je v desetine evrov, dolarjev lahko. Ne, ampak gre se čisto za drugo stvar tlele v resnici. Kaj nagovarjaš? No sej, ampak to sem hotela reči, zato sem zdaj vmes odkočila, da se te stvari zelo spreminjajo lahko, zelo hitro. Recimo, če postane mantra, ki potrošnik verjame in ki je vrednota, ki začne zasledovati v svojem potrošnem vedenju, to, da kupujem, ne vem, lokalno, ker mu verjamem, ker zaupam, ker vem, odkot prihaja, ker podpiram domače ljudi, ker bla, 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 se kar naenkrat cel ta koordinatni sistem teh znamk lahko začne majati. Seveda, Evian je globalna znamka, ampak na posameznih trgih pa lahko, mislim, tudi majhne znamke začnejo v bistvu pridobivati pozicijo na drugih osnovah. Absolutno. To recimo sem imela včeraj točno to temo, v bistvu. Kaj zdaj pomeni, ne vem, Mercator Tuš, edini slovenski trgovec in tako, kaj pomeni zdaj tle slovenskost? Kaj je tle sploh relevantno v slovenskosti, A je naša hrana slovenska pomembna? Seveda, da je za nas, ampak ne samo zaradi tega, ker bi mislili, da je najbolj kakovostna, ampak zaradi tega, ker v bistvu to pomeni nek čist drug nacionalni ponos in vse ostalo. Ko se predstaviš v Avstrijo, presegajo na avstrijsko. Noben je rekel, da je slovensko bolj kakovostno. Mi mislimo, da je slovensko kakovostnejše, oni ne. Poljaki so nori za svojimi stvarmi. Nam na kraj pameti napade, da bi kupili, ne vem, poljski krompir. Ampak Poljaki pravijo, da je poljski krompir nesporno 100-krat boljši kot slovenski in ne bojo kupili slovenskega. Tako da tle pri enih teh stvarih zagotovo pridemo lahko do nacionalnih stvari, ampak tak brand je pač globalen, in oni morajo zdržati to svojo čist drugo pozicijo, ampak tle govorimo zdaj recimo o zelo takem res izdelku, ki je čisto osnovno, ki je voda. In dosežiti v bistvu na vodi premijo skoraj 200%, ni lahko. Zato, ker smo rekli, da če bi zdaj imel nekaj si žena, kjer boš vzela z žejo, boš je tale več kot v redu. Drugo je pač tisto zaupanje. Zadnji stojijo druge stvari, ki jih vode, pa tudi drugi izdelki nagovarjajo. In to so tako imenovani life shortages. Ko pa ti ugotoviš, kaj so life shortages, se pravi to, kar nam v resnici primanjkuje, in se na to nasloviš, potem igraš pa na čist druga čustva. Ne glede na to, kjer je tisti izvir. Ampak je v bistvu komunikacija tlele potem lahko da name of the game. In ta komunikacija pa seveda že stoletja, desetletja. Pa Evianu ne pomeni, da zdaj se je pa nekaj spremenil, zdaj gremo pa mi stran od Forever Young. Evian je Forever Young, odkar obstaja. In to seveda tudi komunicira. Ne vem, če poznate to. Reklamo. Ampak to nagovarja life shortage. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still on the bad. No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press me, they'll finally see. I got to know, we go. I know I don't know. Let's get up and go. Zato je lahko v bistvu postala voda taka, ker ne nagovarja že, čisto nadstupanga, čeprav je sam voda. Ali pa kakšen drug primer, isto, voda, ki je vse preko poceni.
tiste 2000 kalorij, ne? Skratka, voda, ki nagovarja spet drug life shortage. In spet ne že. Ali pa če se predstavimo iz teh čisto osnovnih dobrin, pri njih dosegati v bistvu price premium na neke take. Ne, koliko stane v bistvu en vrtalnik. Se vam kaj sanja? Kaj delate tle? Doma. Pomagate. Ti si že čist high-end. Kjer je pa benchmark? Kjer je pa top of the top? Hilti. Koliko stane pa Hilti? Velik, ja. Malo se rekel za Hilti, ja. Mogoče bi bil boljš lahko tlele nekje vmes, ampak ja, razlika je seveda, in tudi Hilti sploh ni namenjeno v bistvu končnemu trgu, mislim, končnemu nam. Hilti je v resnici profesionalna mašina, sami jo pač kupujemo, zaradi tega, ker ji zaupamo, zaradi tega, ker tlele je pač vse materiali so drugi in vse je drugače, ker je pač namenjeno profesionalni uporabi, ampak price premium, ki so ga uspeli doseči tudi v naših glavah zunaj profesionalnega trga, je kar velik. Samo kaj stane, koliko stane kava? Ok, tle piše, koliko stane. Kila kave. Poznate kakšno kavo, ki je bistveno dražja? A si predstavljate, da lahko stane kila kave čez 50 evrov? Ja? Kjero kupite tako? Ja, ne kupite? Ste zihar? Ja. Ne kupno očitno, ne? Sam si rajš nikoli ne preračunaš, da stane 62 evrov ena kila te kave, a ne? Verjetno stane še več, ko boš v gostilni, pa na kavico v Ljubljani. Ne, to že, ampak zdaj, če primerjamo pač uporabo v bistvu, ko jo imaš doma, ne, pa še mašina, ki seveda ni bila niti toliko zelo draga glede na te cene, ne, te niti kupiti ne moreš, če nisi v klubu in se jo kupuje v butikih in jih pač vidiš po avionih, ko jo Slovenci vozimo nazaj, ko jo pri nas sploh kupiti ne moreš in tako naprej, ne. Ampak govorimo še zmeraj predvsem samo o kavi. In nikakor ne o nagovarjanju tega, da mi ne vem, rabimo svojo jutranjo kavico zjutraj. Zato, ker sam zato, da popijemo svojo jutranjo kavo, da se zbudimo, ne moreš dobiti takšne price premije. Ni šans. Je treba zelo pošteno razmisliti o tem, kaj nam v življenju primanjkuje, life shortage, na kar se lahko nanašamo pri brandingu, zato, da lahko dosegamo neke premije. Ampak tle pa seveda potem pridejo vsi ostali elementi. In dizajn je zagotovo eden zelo pomembnejših od njih, pa ne sam dizajn tam gor, ampak dizajn že samih produktov. Tam tukaj je treba tudi povedati, tukaj je tudi user experience čisto. Ampak to vse spada zraven. Mislim, to je vse zraven. User experience je en najpomembnejši del brenda. Ja, cena tega, da je tak produkt tak, kot je, pa cena tega, ker je samo kava zapakirana, ni 540 price premium. Tle kupaš sam kavo, še nič nimaš, ne rabiš doma mitlonček, pa vse skuhati, tle imaš pa mašinco, za katero si plačal isto čez 100 evrov. Sej, sem verjetno, če mi je 100 kav takih spil, pa zračunal, koliko sem vode, elektrike porabil, da sem skuhal prav vse ostalo. Se tle gre isto še voda, pa elektrika, pa vse. Več, čistiti. Zdaj smo zapeli. Imamo grile, a ne? Takšne in drugačne, imamo tudi brende na grilih. Ki jih je treba že spet zgraditi, ampak tega ni mogoče zgraditi in to pomeni potem na vsakem tako imenovanem točki dotika je vse točno določen, kako to izgleda, čisto vseeno, to stoji v Bauhausu, Baumaxu, kjerkoli že pač, ne. Ampak če nimaš nekega, kar smo prej rekli, peak performance, ne, nekaj, na čemer lahko to zgradiš, brand ne bo zelo dolgo obstal. In tlele seveda je dizajn zelo pomemben del, zato ker brez njega ni nekih realnih peak performanceov. Ampak če pa govorimo o dizajnu, sam kot dizajnu, kakšno vrednost ta prinese? Samo sprememba dizajna, smo rekli, ne? Tle ne govorimo o količini prodanih pijač v korporacijah, ki izdelujejo različne pijače. Govorimo o vrednosti, o cenjeni vrednosti blagovne znamke.
pa tlele skoraj ni nobene razlike v ustanovitvi, mislim, bizarno. Ni da je eden nastopil na svet takrat, ko še nič kaj, mislim, ki je bilo že vse drugače, ne? Vi zagotovo veste, kaj je to. Ja. Samo prej za Coca-Cola, ne? Ja. Pač pa Pepsi. Tukaj mogoče tudi odvisen, kako je bila Coca-Cola zastopana, pač pri širitvi na svet in pa Pepsi, ne? Tudi na kakšen način se kaj širil. Seveda, to je vse stvar strategije, ki jo obere blagovna znamka. Zdaj potem pač to lokativ spreminja na avtomobilistične znamke? Ne vem, kjer je pa ga? Ne vem, Volvo ga je zdaj nekako zadnje spremenil. Tudi recimo Audi, pred kratkim spremenil je une kroge, pustil enako velike, pa napis ful zmanjšal. Okay. Govorimo zdaj, eno je slog blagovne znamke, eno je dizajn. Ja. Slog blagovne znamke se ne spreminja. Dizajn gre s časom naprej. Ne? Če vzamemo Coca-Cola, recimo po njihovo komunikacijo v 50-ih, po dizajnu, pa danes. Ja, seveda mora iti naprej. Ampak komunikacija vsebinska v 50-ih pa danes od Coca-Cole identična. In kaj je to? Ne, barva je nepomembna. Kaj je tista vsebina, ki jo oni promovirajo? Oni tudi sami vejo, da imajo krep izdelk. Nikoli ni Coca-Cola tista, ki jo promovirajo. Družina, ne? Družinske vrednote. Vedno je to družinski čas skupaj. Samo to ni glih iskreno, no, zdaj roko na srce. To pa čisti marketing. Ampak marketing, del brenda tukaj je pač marketing. Zato, ker oni to od nekdaj počnejo. Sam si res želimo, ne vem, da bi otroci pili Coca-Cola od svojega 10. leta naprej. To je meni zelo neiskreno in zgrešeno. Mislim, sorry. Rezultati kažejo, da pač, ja, da si želimo. Ampak oni nikoli ne promovirajo, da pite Coca-Cola. Nikoli. Nikjer. Oni ti v bistvu skozi sugerirajo, kako, kje, kdaj in kako, ali pa na kakšen način, vsaj en moment družinskega časa skupaj. Prej smo govorili o iskrenosti brenda, ne, ki mora biti. Ne. Coca-Cola je zelo težko iskrena, če vemo, kaj pač je. Ne. Ampak ona iskreno promovira družinske vrednote. To je vse. Pa kdo to verjame? Da bomo mi zdaj bolj srečni ob večeri, ko bo Coca-Cola. Ne, se oni ne pogojujo tega, da s Coca-Cola. Pa da bo dušiček se. Sam dejstvo pa je, da se jim včasih izkaže, da so tako zares je. Na kakšnih mega dogodkih, ki jih naredijo za deljene sreče in potem je to potrjeno. Ampak dejstvo je, da oni Coca-Cola kot Coca-Cola ne promovirajo. Ne, ampak so oni poskusili svoj izdelek spremeniti. Pa mislim, da je zdaj mogoče celo že zunaj ta stevio, ki je zelen. Sam, da se pač žal trg tega ne sprejme. Ne? Kakšne so kakšne ameriške izjave? Včasih sem verjel v Boga pa Coca-Cola, zdaj ste mi Coca-Cola vzeli, ko ste to prvič spremenili, ko so spremenili prvič recepturo. Ne? Tako da pač, ja, zdaj vstopati na trg leta 1885 ali pa, ne vem, v današnjem času je vse malo drugačne. Ne moreš igrati na iste karte, no, tlele že moramo biti toliko realne. Ampak oni vse niso spremenili, tudi od takrat, najmanj od 50-ih imam neke oglase, ki se ni spremenili v bistvu v komunikaciji čist nič. Zdaj so tudi v Južni Ameriki niso naredili kampanjo z istospolnimi družinami, ker je pač družine grejo s časom naprej. Kakorkoli je to revolucija, je bila katastrofa in vse, ampak oni ostajajo zvesti svojemu messageu. Čisto vse naj to nam všeč ali ne, tako kot sem prej rekla, dobri brendi polarizirajo. Nobenemu dober brendu ni do tega, da bi bil všeč vsem. Ker če si všeč vsem, potem postaneš tudi zelo hitro nezanimiv, ker si mlačna voda. Ne? Se vrnemo k temu. To je? Ali pa če vprašam to pa to? Kakšna je razlika? Ena sama je. Samo pritisk, ja. Vse ostalo je čisto enako. Se pravi, med tem, kje so naši peak performance, v čem smo dobri, ne? To ponavadi skoraj vsi imamo in vse firme, samo da ležimo razdrobljen. In ko to postaviš pod zelo velik pritisk, lahko narediš v resnici nekaj iz tega. Ne moreš biti vsem najboljši, nikoli.
tega noben ne verjame, niti tega ne moš vzdrževati. Ampak je treba v bistvu jih najti, videti, kje so, jih skondenzirati in potem seveda izraziti na vsakem koraku, ki ga počnemo. In to je, če vzamemo tak skoraj šolski zapis, ker enkrat vemo, eno podjetje imajo tudi več blagovnih znamk, imaš postavljene svoje cilje, kaj želiš, na kakšen način, koliko moramo rasti, koliko mora biti donosnost kapitala in podobno. Potem se lahko odločaš tudi, če imaš več blagovnih znamk, s katerimi boš določil, s katerimi boš posamezne cilje lahko dosegel, če imaš eno pa eno. In ko to veš, potem lahko to seveda transformiraš v resnici naprej. In ko analiziraš svojo znamko, ima dva pola, eden je ta notranji, ta zunanji je pa tisti, ki se seveda potem tudi vašega dela zelo dobro, zelo močno dotika, ampak ta del, kot smo rekli, ne more funkcionirati, če ne razumete tega, če ne veste, zakaj nekatere stvari stojijo. In ko te stvari delamo, je zelo pomembno, da ne zamenjujemo realnosti z željami. Kratka, razen kadar ustanavljamo nova podjetja, ali pa če ste vi sami svoji novi potencialni podjetja, potem seveda to ni potrebno. V podjetjih, ki že obstajajo, ki vam dajo naročila, ki nekaj hočejo, je treba te stvari odkriti. Tako kot sem rekla, vse in kjere vrednote so zapisane, če niso prave. Če je to nekaj, kar je stvar 2 sestankov upravnega odbora in so nastale in smo jih zapisali na spletno stran. To je v bistvu čisto data mining, rudarjenje. Kaj nas je naredilo uspešno v preteklosti, kaj je tipično za nas, v čem smo edinstveni, kaj nas razlikuje od konkurence in kaj počnemo bolje kot vsi ostali. In potem se to na nek način združuje. In na ta vprašanja približno je treba imeti odgovore, zato da lahko rečemo, kaj mi verodostojno kot blagovna znamka sploh smo, kaj pomenimo. In tlele, če zdaj pridemo, recimo, da se vrnemo spet konkretno na Coca-Colo. Eno od vrednot ali pa eno od stvari je lahko izdelek. Vse ostalo, kar počnemo, je pa drugo. Lahko je samo ena stvar izdelek. Kaj nas je naredilo uspešno v preteklosti? To, da smo, ne vem, se udeleževali tega, onega, tretjega, da smo suportirali, kaj pa je svem kakšne dogodke, da smo, ne vem, kaj delali in vse to. In potem je v bistvu izdelek je sam še ena samca ta stvar. Takrat, kadar veš, da izdelek ni tisto, kar ne se tudi nobenka cigarete dela jih ne more promovirati, more najti druge stvari. Tudi nobenka alkohol proizvaja, ne more komunicirati s tega, ampak je treba vedno najti druge stvari. Ne? Se pravi, najprej moramo vedeti, kaj lahko dokažemo. Se pravi, vse to, kar imamo tlele, so fakti bruti. Ne samo, kaj mi mislimo, da smo, ampak kaj lahko dokažemo. Kaj pa, ko se pogovarjamo recimo o tem, a mi vemo, da so vsi nemški avtomobili dobri, ali verjamemo, da so dobri, kakovostni, karkoli že. Ali pa, da so švicarske ure boljše kot kitajske, to vemo ali verjamemo? A zakaj pa verjamemo? Vrednota postane vrednota, tudi tista, ki jo po podjetju zapišemo, šele, ko se je tolikokrat ponovila, da v njo ne gre več dvomiti. Zato nič ne pomaga, če mi napišemo, da smo proaktivni, inovativni, da si zaupamo med sabo, hitro delimo želje, ne vem, ostalih in tako. Vrednota postane vrednota šele, ko se je tolikokrat ponovila, da ji brezkompromisno verjamemo. In mi zagotovo bomo šli vsake kitajske ure sprobati, pa vsakega nemškega avtomobila tudi ne, zato ker pač preprosto verjamemo, da to tako funkcionira. In zdaj gremo na ta drugi del, ta vrš. Se pravi, ko enkrat vemo, kaj smo, potem je pa treba to vse skupaj spraviti v slog blagovne znamke. In dizajn je pač seveda danes tak, jutri bo drugačen, ampak slog se ne spremeni. Če jaz rečem James Bond, koliko različnih James Bondov je bilo? A so enaki? Nič od tega, ne? Kakšen je Marlboro Man? A je blond, a je skravžljen, a je črn, kakšen je? Klobuk ima, ja, pa še nek fotoslog, ne? Ker ga vidiš, takoj veš, ampak če pa zdaj hočeš reči, kakšen je, a ima plave oči, a ima sploh jakenco čez, a jo nima, ali kakšen sploh je on v resnici? Nimamo pojma.
A ne? Eno je slog, eno je pa dizajn. Karla Lagerfelda lahko pogledate, takoj veš, kjer je sam po silhueti. Če ga pa v enem dnevu pogledaš 5-krat, je pa v 5-krat oblečen v različen outfit. 5 različnih dizajnov ima. Ampak njegov slog je en sam samca. In ta ekonomisti zelo dobro poznamo to piramido, AIDO, Attention, Interest, Desire, Action, kako se premikamo v bistvu po naših Simpsonovih možganih. Najprej imamo eno samo sekundico časa, ne? Ko nekaj vidimo, a to sproži v nas v bistvu tisti nadaljni interes. In zdaj, da ne grem jaz le preveč dol globoko, se sami spomnite Simpsona, ki gre prvič mimo, pa drugič, pa nekaj zazna, pa na vratih, pa v glas, pa Jumbo, pa še kdo mu kaj pove. Če se te stvari vsakič z novim slogom nalagajo, jih ne more povezati v celoto. Tako kot tle piše, če daš pa čez vse, kar se zgodi, mlečno steklo in vse v bistvu skozi govori isto zgodbo, isti jezik, potem imamo pa mi šanso, da s časoma Simpson, enkrat, ko postane za njega to relevantno, tudi lahko to potegne ven iz malih možganov, da je to pa že nekje srečo. Zelo pomembno vodilo, do blagovna znamka, še posebej tisti, ki boste kreativci, v kakšnih kreativnih agencijah, to ni igrišče za kreativnost. To je poslovna stvar. To je eno od pomembnejših premoženj podjetja je blagovna znamka. In z njo je treba tudi na tak način v kreativi delati. A kdo ve, kjer brand je tle od zadnji? Kjer? Rossignol. Kdo je to? Se pravi, prvo pravilo je jasnost. Da so vsi elementi, ki jih uporabljamo, jasni, da točno vemo, kam spadajo. Seveda čisto na začetku brenda ne, ampak s časoma pa ja. To je? Sony. Kako naj imela drugo vodilo? Sicer ne vem, a bi jo prepoznali, če bi imeli zavezane oči? Ne. Moje, Ne. ja, zato, ker me odeli. Po mojem bi jo. Ampak vodilo je bilo drugačno. Če se razbije steklo, je treba čisto na vsakem koščku stekla prepoznati, da je to Coca-Colina steklenica. Čisto na vsakem, ne? Čisto kamorkoli. Avto feni. Voda feni. Koliko so lahko znamke med sabo zamenljive? Koliko benchmark pomeni lahko? Ker benchmark zelo velikokrat jemljamo, se veste, ne? So naredili drugi, moramo tudi mi. Eno je seveda must faktor, ne? Imajo že drugi, se pravi, neke stvari postanejo higienik, se pravi, ne zamujamo z dobavami, nimamo slabe kakovosti in podobno, to so must faktori, tle benchmark pomaga. Ampak načeloma benchmark pomeni, če je nekdo drug že nekaj naredil, potem tam ni več zame prostora. To ne je bali. Ampak brief agencije je pa bil, naredite mi nekaj tako, kot ima Prada. In v resnici je to jezik Prade, če vzamemo ta vizual, slog blagovne znamke. Ali pa recimo smučate kaj. Zdaj imamo tlele gor volitve. Kaj sem pa naredila s temi volitvami? Baterija crkno, da ne. Miša, kako je? A je kdo Apple strokovnjak? Čakaj, ne sem, da ni jasen, veš? Kaj je sam tlele zaštekal na tem slajdu. Ne si tudi tlele ni, veš, na tem tudi ne gre. Polna prezentacija, kjer je. Nekaj, ja, preskoč. Ampak sej že 2 slikci v resnici nam tlele zelo veliko povesta. In vse je zdaj tudi 5 bi se jih še naprej odprli, ali pa 7. Ker so vse več ali manj enake. Prepoznate, vam kaj povejo, kam bi šli smučati.
Kaj obljubljajo, kaj? Ja, sonce v bistvu. Vsi imajo, vedno je ful modro nebo, a ne, na teh oglasih za smučanje. Vsi obljubljajo. In kaj, prideš tja in mogoče je slab vremen. Kaj je zdaj ostalo z tega, ali ne vem. Kadar so take situacije, kaj naredimo najrajše? Kako se v realnosti odzivamo? Ali pa isen, če so plaže tle gor, pa nam nekdo ponuja unih veliko marel pa tega. Booking.com, ne? Ki je v bistvu vse en, kam greš. In tle iščeš najboljše za tvoj denar, največ za najmanj. Ne? Daj pa iščemo največ za najmanj. Takrat, ker nimamo, ker moramo sami pred sabo upravičiti, da smo nekaj kupili, ker nobenega drugega razloga, kot to, da smo dobro dobili, nimamo. Ker kadar za nekaj fajn plačamo, ne, preveč, za Apple preveč plačaš, nikoli ne rečeš, da si nekaj kupil za najmanj. Ne. Najdeš 1001 razlog, zakaj si za to bil pripravljen plačati več. Ker pač te posebno to nekaj pomeni, nekomu drugemu ne, ampak v principu si sami sebi racijo moramo očistiti takrat, ko rečemo, da kupimo največ za svoj denar. In nekateri nam to seveda ponujajo in je to čisto racionalna, pametna odločitev. Recimo, ne, če zelo zbirate med tema dvema. Alternativa to vrstnemu oglaševanju. Samo moraš vedeti, v čem si najboljši. Najbolj strma proga v Avstriji, ne? Harakiri. Pa je v resnici čisto vseeno, kakšen je tisti nebo tam odzadaj, ne? Potem ena od zelo pomembnih stvari, ko se pogovarjamo o ustvarjanju brandinga skozi vizual, skozi dizajn je to, da ko se spreminjamo samopodobno. Da to niso ostre vezi, da mi, Simpsoni, nismo sposobni potegniti enega konca z drugim. Ker če tlega pogledamo recimo tale case, med prvim pa zadnjim logom ni zelo veliko več skupanga, ne? Ampak direkt iz tlena sem ni toliko zelo fajn. Fino je, da se te stvari dogajajo na način, da jih mi, ne, če smo mi kot podjetje že v nekaj vložili, da potem se vsaj na to navezujemo. Ker smo rekli, dizajn gre vse s časom naprej, slog nikakor ni potrebno menjati. Vsi se strinjamo, da je pri avtomobilih dizajn zelo pomemben, ne? Pa kakšni high-end še posebej. Jamesa Bonda, ne moš ga zgrešiti. Pa ne samo po vizualu, tudi po zvoku. Ne, je tudi zelo pomemben del v bistvu ustvarjanja brenda, recimo v tem konkretnem primeru. Recimo, ne?
pri samopodobnosti smo. V kozmetiki bi zelo težko rekli, da dizajn ni pomemben, ne? Dizajn embalaže. No, če je treba sam pripomniti, da v slovenskem trgu ta redizajn velikrat nastopa kot popolnoma drugačni vlogi. Ker si treba od preteklosti odmakniti, in nas ljudje nadaljevali. To je brief, ja, ki nisem čist prepričana, če je nujno prav, ne? Marsikdaj seveda s prestopom na Twitter, ki je vse en, kaj imaš ti za nazaj, sam, kot rečeno, vse stvari se danes preverijo. Ti lahko danes preveriš vsako stvar v roku parih sekund. In to se v resnici zgodi. Recimo tale del, ampak tlele pa nismo več toliko konsistentni, ne? Pa ne vem, če zna kdo razložiti sploh, zakaj je to potrebno. Kaj ima kdo od tega? Prej je bil drugačen, prej je bil tak, kaj je zdaj. Zdaj tak. Zdaj je tak, ampak včasih so začeli biti drugačen. Ni bil to tak greb. Pa tak. Sam čel. Stari, tak je bil. Tak je bil pač leta 68, zdaj, če so začeli prej, ja, 57, kaj se lahko tlele prilavi. Kaj pa je tle? Ja, tlele gor je drugačen. 57. Tole je 70. Ne vem, nimam odgovora na to, zakaj bi bil tale logotip, recimo zdaj tudi iz modre naenkrat v rdečo. No, jaz bi imela mogoče eno pripombo. Mislim, da kar se je dogajalo s Fiatom v Italiji, je tako stanje, da po mojem je bilo v bistvu vedno ta znamka, mislim, pod državno kontrolo na nek način, ne? In so skušali res menjati po mojem percepcijo kupcev do znamke. Zamenjava logotipa, da bi zamenjali percepcijo kupcev. Ja. Tudi ker je potem bilo malo v krizi, zaradi tega mogoče je bilo za pridobiti spet zaupanje Italijanov. Ne, splošno me zanima, tako, kdorkoli od nas verjame, da se s spremembo logotipa spremeni naša percepcija blagovne znamke. Ma, v resnici ne, ampak... Mislim, to se velikokrat v realnosti dogaja, tako, ne, da ne bi mislili, da ne, to smo tudi pri nas v Sloveniji. Sama sem bila tudi v kakšni taki firmi, ki se je odločila, da bo zamenjala logotip, zaradi tega, da se bo percepcija na trgu spremenila, ko bomo imeli drug logo, ampak tako, realno, če danes pomislimo, z vsem znanjem, ki ga imamo, pa same sebe, kolikor poznamo, a verjamemo, da se podjetje zato, ker spremeni logo, spremeni. Mogoče se spremeni zaznavanje, prepoznavnost, ker se pa diferenciraš, pa se pa začne gledati na nekih elementih. Ne direktno, ampak preko vinka. Vse včasih je treba neke take stvari verjetno zares narediti. Samo še zmerom velja, da je treba najprej narediti vse tiste spremembe od znotraj, pa začeti v resnici s tem. Se mogoče pa to stek. Se mogoče je, ja. Mogoče da že tako komuniciraš odločitve podjetja, da bo, ne vem, kupilo novo fabriko, odpustilo druge delavce, da bo, ne vem, pridobilo, ne vem, na kvaliteta nekih. Pač vedno iste avte prodajajo, ne. Sam nekaj spremenijo, da bo nekaj drugače. Zdaj ne vem točno povedati. Ne, sej je razmišljanje, mislim, meni je to tudi čisto razmišljanje. Sej jaz nimam odgovora na vse stvari, ampak tako, samo če mislimo, da bomo zato, ko smo dali nek nov dizajn gor, lahko karkoli spremenili, hočem reči, da je napačno, ne. Da tudi, če dobite nalogo, da je treba nekaj dizajn spremeniti, je zelo fajn videti, kaj stoji od zadnji. Pa zakaj? Pa na kaj se lahko navežete? Kaj je že bilo kdaj? Ja, kaj pa recimo kakšni lastniki, ker pri Citroenu je bila scena, preden je zamenil znak, že ful časa nazaj se je menil lastnik in ga je menil zgolj z razlogom, ker pač njemu ni bil všeč. Ja, in on je bil mnenja, da to ne privlači in je pač on sam spremenil Citroenov znak. Ja, sam ponavad pač ostajajo podobni, ne. Recimo pri Citroenu se je dosti spremenil. Mogoče so še eno mnenje samo. Predvsej so en ta znak uveljavili za ta nova, ta rdeč, so tudi prišli s tem novim Tesla, prav tem modelom, ki je poskušal najesti neko navezavo, Tale ima drug znak gor, tale ima unga gor. A ta imaš smodrga? Ampak to je bilo koncept.
pač tisti znak, mislim, da je tako kot neka zgodovinska potrditev znamke. Samo v zgodovini nikoli ni bil tak. Ne, bil je na prvem modelu. Je kot reči, ne vem, da se čist drugačne črtice ima res nekaj. Fiat je problem že. To je kot nek Ja, no, vse teh problemov, ampak Fiat je zelo podoben problem, ki jih imamo tudi mi. Mislim, ja, mi kdo? Slovenci. Mislim, mi imamo problem že začenši z, recimo, zdaj smo na nekih vizualnih konstantah, ne. Jaz mislim, da problem slovenske industrije v veliki meri je nesposobnost imeti fokus na nekem področju, ne. Ampak je še zmeri vsaka priložnost, ki jo lahko svojo tehnologijo pokriješ, pač se jo lotiš, ne, in se zelo razprašen potem. Mislim, je že vsebinski problem, ni problem vizualne. Se strinjam. Ampak vsebinskih danes tega imamo mogli čist rešiti, je pa fajn, da... No, v Fiatu se to tudi na nek način maščuje, če jaz kaj poznam. Saj imamo še kakšen tak primer, ne da se to vizualno spreminja, saj recimo, danes nimam tega primera gor, ampak Opel z temi klejmi, ki ga tudi na vsakih 5 let zamenja. Tale, kaj že, BMW ga ima od leta 69 nespremenjenega, Audi ga ima od leta 71, od takrat, ko so jih postavili. Opel pa, kad prvi ne gre, je drug, kad drug ne gre, je tretji, kad tretji ne gre, je četrti, kad četrti ne gre in tako naprej. To je v bistvu problem identitete tega, kaj ti sploh si, za čem stojiš. Ni zastonj Opel ta outbrand v nemški, da rečem, postavitvi blagovnih znamk na ta performance monitora. In zdaj smo še pri tretjem pravilu, in to je v bistvu ta presevnost, da vse stvari, ki jih počneš, če čez njih postaviš mlečno steklo, lahko prepoznaš, da si to ti in ne, da je neka druga blagovna znamka od spodaj. Da takoj veš, kdo si ti. Recimo, če postaviš čez O2-jev, ti je zelo hiter jasno. Tukaj, pri Sixtu, nekaj zelo dost zasanjaš. Adak, noben problem. Hilti smo že prej rekli. Tudi v tej komunikaciji, vse, kar je v glasu, vse je tako, tudi pri nas, če vidite avtomobile, kakšne barve so, kaj vse, ni nobene v resnici zagate. Se pravi, vse te 3 stvari, jasno, samopodobnost in presevanje, so zelo pomembne in to je denar, style is money, zaradi tega, ker ni pred oblikovalcem vsakič prazen list, ampak so dobesedno zelo jasno postavljene meje, znotraj katerih se je treba potem gibati. In to je 12 kategorij, ki lahko determinirajo znamko. Zelo redke so tiste, ki imajo vse, ker jih ne moš vzdrževati. Ampak te, ki so z rdečo, te so tiste, ki so neposredno vizualne. Pa si poglejmo enih par primerov. Lahko Metka vletim tukaj, samo z ničem. Jaz se spomnim ene od tvojih prejšnjih prezentacij, ki sem jo videl, zdaj da ne bi samo ostali pri vizualnem, ker vseeno je z področja dizajna tudi recimo storitev en element, ki mogoče nima vizualno, ni samo vizualno, ampak je izkusten. Enkrat si imela en slajd o touchpointih okrog Hiltija, pa sem motam jaz. Touchpointi na splošno. Ja, in tam je bila od spodaj ena številka, ki se vam spomnim več, da bi bila meni tako še kar fascinantna. Ja, 20 000. Od Hiltija, ja, to pa je res. Od Hilti ima 20 000 touchpointov za upravljati, ja, to pa je res. To je nepredstavljivo, in to je... Če so zdefinirani, potem so pač posod enaki, so pravila postavljena in ni problem. Ampak ja, že najmanjša trgovina jih ima približno 70 touchpointov. Če šteješ vse stvari od računov naprej, ki jih izdaš do vhoda, ko stopaš noter, do vsakega obešalnika, ki tam stoji ali pa polička. Tako da ja, seveda, veliki brendi jih imajo pač veliko. Pod 200. Mi kot dizajneri razumemo touchpointe, mislim, nijamo filtra, da je vizualni svet nam pripada, ampak jaz mislim, da še kaj več od tega. To sem hotel komentirati. No seveda, so tudi touchpointi, so tudi vse te stvari, pa si bomo tudi primere teh pogledali, ampak te so konkretno vezani recimo na dizajn, ker tlele pri ritem, ja, zdizajniraš ritem, če vzameš dizajn v tem načrtovalskem
elementu. Ne? Recimo barve. Ne? Nekatera podjetja si izberejo ali pa so že dolgo se postavljajo na posamezne, da rečemo, kopirajo posamezne barve in jih prepoznaš takoj. Seveda pa to ni nujno. Lahko je tudi, če imaš ti logo v eni barvi, to še ne pomeni, da je to tvoja presevna barva čez vse, kar počneš. Daleč od tega. Lahko je pač samo logo v taki barvi, vse ostalo ni toliko zelo potem relevantno. Potem smo rekli, druga možnost oblikovanja je postavljanja brenda je oblika. Prvo prepoznamo in vse ostale seveda naprej tudi mogoče tega pri nas še najmanj. Recimo pri oblikovanju avtomobilov. Mislim, da sem sam enega do zdaj videla od enih teh nekih športnih, starih BMW-jev, da ni imel ledvičk sploh. Drugače pa to je eden od elementov, ki pač stoji in ga je treba ukomponirati ne glede na to, kakšne vrste avto je. Potem smo rekli, da imamo lahko sliko, a ne? A to, ta vizual prepoznate? Continental, ja? Bex. Dale. Zadnji lind. Marlboro. Lind. Lahko je simbol. Poznamo? Bančništvo. Švicarska banka. Kjer je številka ena na svetu športna? Kjera? Kjer je pa druga? Kjera? Kjera pa je? Se v resnici je glih sam to pomembno, da je čisto vseeno. Zato, ker je toliko različnih odgovorov, čisto odvisno, v kateri skupini vprašaš, kjera je druga, tisti pa je od Reeboka do Adidasa, do še ne vem, še nekaj sem slišala. Kjera pa je, ne pa ne vem, v resnici, kjera je. Mislim, da se zmenjajo pozicije. Ja, jaz sem pogledala včeraj na Interbrandu, ker so toliko deleč dol. Nike je zelo gor na vrhu, potem so pa ta prva naslednja, mislim, da je šlo čez 50. mesto med vsemi temi, tako da zares ni nekaj zelo veliko relevantno. Ampak zakaj je pomembna številka 1, pa številka 2, samo zato, kako naši možgani tako zares reagirajo, posneto. Ko omeniš številko 1, postanemo aktivni, ko omeniš številko 2, so 2/3 manj aktivni in ko omeniš številko 3, so skoraj isto kot pri 2. Skratka, si številka 1 ali pa skoraj vse en potem. Ampak praviloma je zelo isto napora vložiš, da bi bil enka ali pa dvojka. Isto stane, isto vse, ne? Zaradi tega je bolj, da najdeš kakorkoli že pač nekaj, v čemer si lahko najboljši. Potem smo rekli osebnosti, a ne? Ali je tak, najmanj problematičen, a ne? Ok, dokler si ti sam svoj brand, tudi ni problem, ne? Tlele spodaj so pa lahko kar velike zagate potem, ne? Ali pa tudi ne, čisto vprašanje, kako so podjetja na to v resnici pripravljena. Poznate tega, veste, kje je? Branson, ja. Ampak mlajše generacije. Lahko je arhitektura. Tudi v pivovarstvu, recimo, je arhitektura zelo pomemben element. Tudi dokler smo imeli v Ljubljani Smart, je bil ravno tako v steklu postavljen. Pizza Hut, recimo, prepoznavna. Potem je lahko font, smo rekli. A prepoznate ta prvega? Drugega? Tretjega? Četrtega? Hitri in drzni. Lahko je neka posebna tipografija. A jih prepoznate? Adeko, Bauti, Ja, pa še eno pivo, pa ne vem. Ne vem, kjer eno pivo je, ne vem, kako se.
In tako, da ne gremo zdaj čist čez vse, ampak je zabavno, gremo naprej. Kjer je ta? Li. Nespresso. Kvele ni. Ray-Ban je naslednji. In tako naprej, no. Ampak to so samo to je vse posod je samo ena črka iz logotipa. Pa jo prepoznamo, ne. Pa niti ni nujno, da se vsak dan z njo srečamo, recimo, ne. Kakšno moč lahko ima to vrsten jezik. In tlele zdaj več ali manj mi končamo s tem, kar zadeva ta vizualni del. Smo prešli čez tiste. Potem so pa še elementi, seveda, ki ravno tako lahko determinirajo, gradijo prepoznavnost blagovne znamke, pričakovanja do nje, recimo ritem. Fedex vsakič pride v isti uri, v Zari točno veš vsak teden, ko prideš tja, je vse postavljeno drugače, pa H&M, eBay ima nek svoj ritem in je vedno enak sistem, kako funkcionira. To so pač stvari, ki jih ravno tako blagovne znamke zgradijo okrog sebe, zato da postanejo lahko neponovljive. Neki rituali. Zdaj mi teh piškotkov sicer ne vem, če jih kdo od vas pozna, se jih prepolovi s komolcem. Ampak ta prvi ritual pa poznate, ne? Gostite doma partije za gospodinje. Ne? Noben. Ne moreš jih kupiti v trgovini, ampak moraš doma prirediti to neko srečanje, pa povabiti prijateljice, pa se potem tam kuha, skratka na tak način funkcionira ta prvi. Zipo. Kaj še ne Zipo ritual? In cerkev seveda, mojstrica ritualov. Tlele je napaka ritual. Kako se s tekilo ritual izvede, to veste? Ali pa prej nismo vedeli za komolc, vemo pa tega, ne? Ne glede na to, ali pri nas, ali kje drugje, ne? Ritual je posod v resnici enak. Nekatere blagovne znamke imajo zelo močno senzoriko. Tudi pri nas seveda jo poznamo, že skoraj vsaka pekarna jo pozna, ne, sprej za privabljanje z vonjem po svežem kruhu. Ali pa nomenklatura, ker je ena od tistih, ki skoraj kjerkoli naš izdelek pojavi, zagotavlja izgovor našega imena in pomnjenje. In potem še ta zadnji wildcard, ki ga ni moč spraviti nobenega od teh 11, potem imamo pač možnost, da naredimo nekaj, karkoli že je pač nam lastno in ni treba, da strpamo to v kakršnokoli drugo obliko, recimo številčeni kozarčki in podobne stvari, marmelada in tako naprej. Ne? Tako da to je zdaj, kaj zadeva ta vizualni del. A imate še kaj energije? Ja? Druga stvar, ki smo pa prej rekli, da je pomembna pri izgradnji blagovne znamke in seveda tudi v jeziku dizajna je pa ta, na kaj se bomo nanašali. Tako, kot smo prej pri vodi gledali, ne kjera je potreba, ampak kaj nam bo primanjkovalo. Se pravi, ne vem, kako bi prevedali life shortage v slovenščino v resnici, da bi se to zares dobro slišali, pa da, ne vem, da bi vsi razumeli, za kaj gre. Ampak to so vedno trendi. Trendi nam v resnici, trendi so lahko različni, tako socialni, tehnološki, ekonomski, okoljski, politični, ki nam vedno nakazujejo na to, če se nam bo primanjkovalo. In zdaj, eni so ti, ki so zelo kratkoročni, ker recimo strategiji blagovnih znamk na njih ne moramo vezati, ampak ne vem, sploh v modi, pa še kje drugje, tudi v kakšnem pohištvu, je to zelo pomembno. Ta je zelo dizajn driven, da rečemo. Potem so neke navade, spreminjene navad potrošnikov, se relativno hitro se kakšne stvari naučimo. Smo iz, ne vem, kupovanja čez over the counter, pa smo samo postrežni, pa je to tle, pa je potem to na bencinskih črpalkah, pa je to ne vem še kje, pa se že kupujemo sami, ne vem, na poštah, pa tako naprej. Relativno kratki, nimajo veze v bistvu z tem delom dizajna. Sociokulturni in tako naprej. Megatrendi so pa tisti, ki so že vseeno dovolj
dovolj dolgi, da rečemo, da se lahko na njih naslanjamo tudi, ko gradimo blagovne znamke, zato ker te strategije trajajo vsaj 10, če ne 20 let, brez da je potrebno v resnici v njih karkoli spremeniti. Ko govorimo zares o tem, da štartamo peak performance, vrednote in gremo potem te stvari graditi naprej. Dva primera, ki nagovarjata različne life shortage, čisto običajnih izdelkov. Kjerkoli luksuzna znamka, če vzamemo, da je tudi Evian luksuzna znamka med vodami, se tega zaveda, ne? Če ne nagovarjaš nečesa drugega, kar ni potreba po izdelku, moraš najti nekaj drugega. In zato smo pripravljeni plačati denar. Ker drugače zelo težko sebi, možu, komorkoli razložiš, zakaj rabiš torbico za 3 ali pa 30.000 evrov, se nima kakšne druge funkcionalne vrednosti, to ne verjetno. Vsaj bistvene razlike najbrž ni. Ne? Tudi če vnaprej crkne, jih lahko vmes najbrž zamenjaš kar nekaj, preden prideš do te druge vrednosti. Vsako je malo strah v štartu, jo bo njen otrok prepoznal ali ne. Ker teh tovrstnih nakita je kolikor češ.
Skratka, da se vrnemo na megatrende, ki nam nakazujejo, kaj približno nam bo v prihodnosti manjkalo. Ne bomo prav dolgo se pri njih zadrževali, ampak mi jih uporabljamo 8 po Nemškem inštitutu za prihodnost. Eden je globalizacija, ki seveda se mu skoraj v nobeni panogi že ne moramo v resnici izogniti. Sigurno ena od pomembnih stvari je ta, da že več kot 50% vseh ljudi živi v mestih. Staranje na drugi strani. Včasih smo si skoraj ne bi mogli predstavljati, da je čisto normalno, v bistvu, ne vem, reklama na televiziji, da proteze mi ne padajo več dol, ali pa da so slušni aparati nekaj, kar se normalno uporablja. Včasih so ljudje te stvari skrivali, kaj šele, da bi se o tem govorili. Obstajajo blagovne znamke, ko so ugotovili, da jih kupujejo starejši občani, pa so bile namenjene otrokom, približno iste stvari v telo uporabi takrat, ko je starejše in takrat, ko je otrok, so jih zamenjali, da so za starejše, so jih ti ljudje nehali kupovati. Zato, ker je bilo fajn imeti v košari nekaj, kar je za tvojega vnuka, ne pa toliko fajn nekaj, kar nakazuje na to, da si ti star, ker s tem priznaš, da si star. Danes seveda s tem nima nihče več nobenih problemov. Cele panoge v resnici nastajajo za to. Več kot 50% ljudi v Evropi je že starejših od 50 let. Ženske, v Evropi se mogoče to ne sliši niti toliko zelo nenavadno, ampak to, da pač pridobivajo, ne vem, da so zaposlene, čeprav sem zadnjič slišala, ne vem, ki jaz sem na severu, ali ki je rekel, da bi ukinili pravico, da bi ženske volile. Ena od evropskih držav, ne. Ja, ena stranka je imela neko to idejo, da bi ukinili pravico žensk do volitev. Eni od evropskih držav, tako zelo scary. Ampak ne glede na to, ni situacija zmerno porožnata. Včasih že sam, ko pogledam, ko gremo čez mejo v Avstrijo, kjer je v bistvu ta tradicionalni moški svet še zelo prisoten, so moški zelo ponosni na to, tisti, kjer žene doma čuvajo otroke in seveda ne bi niti pomislili, da bi jih lahko do drug in dali v vrtec. In tlele je seveda že spet, ne samo, da je nova kupna moč, ampak seveda tudi pogled na estetiko, na način uporabe izdelkov, seveda včasih kakšne bolj zakomplicirane stvari razumemo drugače, se ne maramo z njimi ukvarjati, pa je lahko to že sam uporaba televizorja. Potem imamo ta kreativni razred, 30% delovne sile približno v današnjem času. To so ljudje, ki jih tako kot skoraj benga od nas več ni moč strpati v neke sociodemografske podatke. Ne vem, delamo izdelke za malnice od 24 do 49 let, ko ne vem kaj. Zato, ker ona, ki je stara 24, bo vse naredila, da ne bo stlačena v isti koš z neko malnico, ki je stara 49 let, ker v resnici razen dveh rok, dveh nog nimata to pogledno nič skupnega. Lahko si predstavljate, ne vem, enega bančnika, ki je zjutraj v Armanijevi obleki v banki, potem gre sredi dneva domov in se vala po pesku s svojim otrokom in potem gre zvečer v strganih kavbekah v nek nov name pa čisto vsejensko s prijateljem, ki dela pa v proizvodnji. Kam boš slačil tazga človeka? Kjera sociodemografska grupa potem, kako smo jih včasih klasificirali, to je? In teh je kar veliko. Digitalizacija. Vse, kar se da digitalizirati, bo zagotovo slej kot prej digitalizirano. Nova ekonomija, neoekonomija, kakorkoli rečemo. Vse bolj se zavedamo v bistvu okolja okrog nas, temu primerno seveda že spet nastajajo cele panoge, avtomobili se prilagajajo, pijače, hrane in seveda zelo veliko tekstilne industrije. Pa marsikakšna od tekstilnih industrij, da se razumemo, zelo podobno kot prej, ko smo vzeli Coca-Cola v precept. Bolj, ko so kakovostni materiali v smislu, da so vzdržljivi, da te lahko peljejo na vse te najvišje gore in vse to, manj so eko, ker ne morajo biti, ker preprosto ne zdržijo. Ampak to pomeni, da pač ta podjetja vračajo v okolje, plačujejo čiščenja